Rad bi spregovoril o 17. poglavju Janezovega evangelija, ki ga zadnje čase veliko omenjamo, brali smo ga na ob raznih prilikah v cerkvi, tudi sam sem ga šel na novo brati in me je tekst na novo nagovoril in na novo izzval. In bi rad pravzaprav podelil z nami vsemi en izziv, ki ga sam čutim pri tem tekstu. Zdaj, najprej je treba reči majčkeno o tem, kakšno poglavje je to. To je ta Jezusova molitev, a ne. V naših biblijah ima ponovno naslov Jezusova velikoduhovniška molitev. Pa zdaj, ne bo ta naziv upravičen ali ne, je to molitev, ki zaključi en del Janezovega evangelija in takoj zatem gre Jezus na Kalvarijo in umre za nas in potem ostane od mrtvih. Se pravi, ta molitev zaključi tisti dolg Jezusov pogovor z učenci ali pa še dalj v bistvu zaključi Jezusovo delovanje. In vidimo, da znotraj Janezovega evangelija ta molitev pravzaprav predstavlja povzetek vsega, za kar se Jezusu gre, po domače povedano. Se pravi, vse, kar je njemu pomembno, je tukaj Jezus strnil v to molitev. In dejansko tudi, če gremo pazljivo brati, in če recimo, jaz sem se lotil brati z referencami na vzporedna mesta, dejansko vidiš, da tukaj v tej molitvi so vtkane misli, besede in stvari, ki jih je Jezus učil v celem evangeliju, tudi nekatere stvari iz samega prologa, uvoda v Janezov evangelij so tam not. Se pravi, imamo očitno opravka z molitvijo in z besedilom, ki povzema, ki strne vse to, kar je Jezus učil in tudi to, kar se zdi, kar je Jezus želel za nas. No, in tako je to poglavje pred nami, dejansko ni pretirano reči, da je to en od vrhuncev celotnega Svetega pisma. In ker je v skrajno taki stisnjeni, povzeti obliki so izražene ene ključne stvari, ki so bile pomembne Jezusu in seveda, ki so bile pomembne Janezu, ki je pisal svoj evangelij. Tle moramo omeniti seveda, da podobno tematiko najdemo potem tudi v Janezovem pismu. Se pravi, vidimo, da gre tukaj za en tak vrhunec, ki povzema, ki združuje in seveda, ki tudi naš fokus obrača v določeno smer. Se pravi, to je eno, kar se tiče te molitve znotraj Svetega pisma, znotraj Nove zaveze pa Janezovega evangelija. Druga stvar, ki bi pa želel, da jo imamo pred očmi, je pa dejstvo, ki ga včasih pozabimo. Je pa tole, da dostikrat kristjani, evangelijski kristjani, seveda vidimo, da nekateri drugi molijo k raznim posrednikom, k raznim svetnikom in rečejo, ta pa ta prosi za nas, moli za nas in seveda mi to kritiziramo in zavračamo na osnovi Svetega pisma. Pozabljamo pa, da je v Svetem pismu pravzaprav Jezus predstavljen in postavljen kot posrednik in tukaj je več mest, na katere bi opozoril. Eno je tole v 2. poglavju 1. pisma Timoteju, kjer piše, da je en Bog in en posrednik med Bogom in človekom, človek je Jezus Kristus. Pravi, Jezus je posrednik. Potem pa imamo spet na pomembnem mestu v pismu Rimljanom, 8. poglavje pisma Rimljanom, kjer Pavel spet zaključuje svoj velik povzetek, pravi, da je to 8. poglavje, da je to en tak velik zaključen akord tega prvega dela pisma Rimljanom. No in v teh zaključnih tonih, zaključnih taktih tega velikega 8. poglavja Pavel tudi to pove, da je Jezus umrl za nas, vstal od mrtvih za nas in zdaj sedi na Božji desnici in posreduje za nas. Podobno misel potem najdemo spet v 7. poglavju pisma Hebrejcem in tako naprej. Se pravi, Jezusova služba je služba nekoga, ki moli za nas, ki prosi za nas in ki posreduje za nas. In to pa je zdaj zanimivo, če se s to sliko vrnemo k 17. poglavju Janezovega evangelija, se pravi, lahko zaključimo, da je pravzaprav tukaj Jezus nam hotel majčkeno odpreti srce in menim, da tudi za naprej. Namreč tukaj vidimo zdaj to Jezusovo službo posrednika za nas, kaj je njegova molitev za nas, kaj on moli za nas in seveda v kaj
želi, da mi vstopimo tudi kot Božji otroci in kot ljudje, ki smo poklicani k molitvi. No in zdaj, če imamo to oboje pred očmi, se pa zdi, da je pred nami en prav poseben izziv, ki je pa sledeč. Zdaj, če smo Jezusovi učenci, če smo prosili skupaj z Jezusovimi učenci, da naj nas Gospod nauči moliti, potem moramo stopiti seveda v njegovo šolo tam, kjer je on odprl, ali pa tam, kjer je ta šola res najbolj očitna, in to je v sami Jezusovi molitvi. Zdaj niti ne bom se lotil teksta samega, da bi pogledal, kaj je tukaj, to mogoče lahko naredimo enkrat drugič, ampak Jezus tukaj moli zase, moli za svoje neposredne učence in potem moli za vse svoje učence vseh vekov, da tako rečem, se pravi za vsakega od nas danes. Izziv, ki ga čutim, je pa tole, da mi, kristjani, dejansko v to molitev začnemo vstopati in da začnemo v tej molitvi se počutiti doma in da to molitev naredimo za svojo molitev. In zdaj, ko to pravim, ne mislim tega, da moramo zdaj se naučiti to besedilo na pamet in ga na pamet nekako ponavljati in mislim, da bo zdaj to prineslo nek bistven preobrat. V bistvu je izziv malo globlji. Mislim, da moramo to molitev se začeti učiti ponotranjiti. In to pa v tem smislu, da te besede, te stavke, ki jih Jezus moli, da se ob njih zares ustavimo, da se vanje zares poglobimo, da pustimo, da začnejo pronicati v naše srce, v naš v naš svet, v našo domišljijo, v naše upanje, v našo vero, v naša pričakovanja in da v tem smislu ta molitev začne oblikovati našo molitev. Tako da lahko mi dejansko z vsem srcem, z vsem svojim bitjem stojimo za temi besedami ali pa za podobnimi besedami, kot jih je Jezus molil. In ta izziv seveda, čim se tega lotimo, bomo videli, da je ta izziv težji, kot se zdi na prvi pogled, in globi in obenem pa veliko bogatejši tudi, zato ker tukaj not so kakšne stvari, ki dejansko večinoma niso del našega sveta. Recimo, če samo pomislimo na to eno veliko misel, ki je Jezus večkrat na različne načine ponovi, je to, da smo eno z njim. Ali pa da je enaka ljubezen, s katero oče ljubi sina, da je ta ista ljubezen v nas tudi. In te stvari. In če samo majčkeno pomislimo na to, takoj vidimo, da nas ta molitev pravzaprav res prestavlja v eno realnost, ki je dosti drugačna od našega sveta. Je pa to seveda realnost Božjega kraljestva in realnost, v kateri biva Božji sin, ki to molitev je molil in lahko rečemo, da je na nek način tudi še zmeraj mol. In to je njegova, ker on je tako ali drugače, on je večen. In zdaj, ko posreduje pred očetom za nas, smo lahko gotovi, da je to njegova molitev in kot taki, če je to tako, potem pa tudi mi kot kristjani lahko v imenu Jezusa Kristusa molimo skupaj z njim. In smo združeni v molitvi z njim in dejansko vemo, da on, Božji sin, prosi za nas in posreduje za nas in mi kot otroci, ki smo po Božji milosti rojeni ven iz njega, kot dejansko odkupljeno Božje ljudstvo, mi smemo in moramo moliti skupaj z njim in združeni z njim. Se pravi, izziv za nas je, in tukaj bi dejansko izzval nas, da ga vzamemo resno, da začnemo dejansko študirati to molitev, ampak študirati srcem, ne samo zdaj razumsko jo razčlenjevati, ampak dejansko srcem se začeti poglabljati vanjo in pustiti Svetemu Duhu, da nam začne odpirati oči za dejansko velike zaklade in za velike čudeže, ki so tukaj not izraženi, za res, da pustimo, da pravzaprav ta Jezusova vizija, ki je tukaj not lepo izražena in razodeta in ki nas seveda izziva vedno ven, zato ker je bogata z bogastvom Boga, da nas ta vizija izziva, da tali let naših src, da nas greje, da nas oblikuje po Božji podobi. To mislim, da je izziv za nas, če res želimo postati dobri Jezusovi učenci, če želimo postati tudi dobri molilci, takih, ki si jih želi oče, da bomo molili v duhu in v resnici in da bomo molili dejansko združeni z Božjim sinom, Jezusom,
ker smo v to poklicani.